Pa vi, s kakšnimi občutki čakate na odhod? Nije baš dobro što idemo, mora. Mora da idemo. Bi raje ostal tukaj? Pa bolje ovdje. Torej, mi smo se ravnokar dogovorili z poveljstvom kranjske kasarne o premiku njihovih pripadnikov. Njihovi pripadniki bojo zapustili kranjsko kasarno ob 1 ponoči in ko bo zadnje vozilo odšlo iz kasarne, bomo kasarno prevzeli na način, kot smo se dogovorili. To pa, da jo primerno zavarujemo in seveda, da izobesimo našo slovensko zastavo. Torej, lahko rečemo vsem nam zdravje, vsem Kranjčanom, ki se pa pribuja mirno jutro in ta mir ne bo posvečen z tole, bom rekel, proslavo, da smo v tej naši kranjski vojašnici dočakali, da se bo čez nekaj časa razvila naša slovenska zastava in da bojo noter seveda naši vrli teritorialci upravljali svojo nalogo zaenkrat kot stražarji teh objektov. Na zdravje, gospod. Jaz se lahko prvi večer sam višji gori ne morem dati pa. Ne pusti, da postrenira. Si dober, majhen več daj, pa bo. Izvolite, izvolite. Ma tu na Dinos, vrati na Dinos pera. Daj mi ti zdaj rok, daj zdaj zarabo, se podijel se to mašina. Zdrave njega srpsko postavili, se vidi, kakšna vojska.
Dobro, brez komentarja. Vse pregledal, ne? Pa se javno, da ste vče. Natanko ob polnoči se torej oglašam iz Koprskega zaliva, sem strojno od Luške obale, odkudar bo ravno kar čez nekaj sekund odplul trajekt, gre za malteški trajekt, ki bo odpeljal še zadnjih približno 200 vojakov in približno 50 ali nekaj več, mora biti celo do 100 vozil iz Slovenije. Naj povem, da po pomorskem pravu, glede na to, da gre za tujo ladjo in glede na to, da gre za tujo vojsko, jugoslovanska vojska isti trenutek, kot bo trajekt, kot ga bodo odvezali z obale, to pomeni, da je jugoslovanska vojska že na govori pomorsko pravo in to pomeni, da je ne bo več na slovenskem ozemlju. Pripadnikov jugoslovanske armade govori poveljnik Boris Škilec. Zahtevam, da nemudoma prekinete operacijo krcavanja in zapustite teritorij Republike Slovenije. Ponavljam, zahtevam, da takoj prenehate z operacijo krcavanja in izplujete, ki ste boste kršili določbe sklenjenega dogovora med predstavniki Zveznega sekreta za ljudsko obrambo in Republiko Slovenije. Najodločneje zahtevam, da takoj zapustite območje Republike Slovenije. Čez nekaj trenutkov torej tudi z malteškim trajektom Venusom, ki bo odpeljal zadnjih 200 vojakov slovenskega ozemlja. Odprav, nalevo! Enote UNZ Koper in Ministrstva za notranje zadeve ter teritorialna obramba obalnih občin in Ministrstva za obrambo so izvršile akcijo odhoda enot jugoslovanske armade. V akciji je sodelovalo 201 pripadnik oboroženih sil. Enota je pripravljena za smotro. Napake v govoru, ki so posledica in zadovoljstva in utrujenosti, da smem vam sporočiti, da sem sporočil obema ministroma, ki sta me poslala to nalogo, kakor tudi vas, da smo nalogo opravili častno, dostojno in zelo profesionalno. To je bistvena kvaliteta v našem delu. In tega dosežka se moramo vsi zavedati. Z vami delimo utrujenost, oklepa in čelad in težkih škornjev, ki smo jih nosili ta teden. Vendar so to neizbrisni trenutki v našem življenju. In zato mi dovolite, da z vami delim veselje, utrujenost in ponos
da sem pripadnik teh oboroženih sil države Slovenije, ki je v junijsko-julijski vojni pokazala, kaj zmore in kaj želi. In dovolite mi, da vam prinesem čestitke obeh ministrov in zahvalo, in da se vam osebno zahvalim nad obnašanjem in doslednim izvrševanjem vseh zadanih nalog. Prav tako mi dovolite, da se zahvalim vsem oficirjem, vsem častnikom Slovenske armade, vsem policijskim častnikom in seveda tudi svojim srečno na svoje domove. Vsem skupaj še enkrat hvala. Zavedajte se, da smo trdo na braniku naše suverene, samostojne, a danes tudi že razbremenjene za Jugoslovansko armado Republike Slovenije. Hvala vsem in čestitam. Dober večer. V Sloveniji ni več tuje vojske. Ta zgodovinski dan smo počastili v Kopru, odkudar so sinoči iz Slovenije odšli še zadnji vojaki Jugoslovanske armade. Danes mineva tudi 4 mesece od tedaj, ko je Slovenija razglasila svojo neodvisnost. General Slapar je predsedniku Kučanu raportiral, da je bila bojna naloga dana obrambnim silam Republike Slovenije izvršena. Prav je, da se tudi danes za trenutek ozremo dobro leto nazaj. Videli bomo, da na začetku nismo imeli skoraj ničesar. Na dan volitev prve slovenske demokratične vlade so jugoslovanski generali pobirali orožje naši teritorijalni obrambi. Jugoslovanska skupščina je po tekočem traku sprejemala predpise, ki so republikam jemali še tiste pičle pristojnosti pri lastni obrambi. Naše nabornike so pošiljali na tisoče kilometrov daleč v tuje kraje. Jugoslovanska vlada, srbski generali in srbsko predsedstvo je povprečno 2-krat na mesec resno zagrozilo Sloveniji. Toda imeli smo vizijo lastne, samostojne države, imeli smo voljo, znanje in dovolj poguma, da smo uspeli besedam dati potrebno težo. Če kdaj, potem je danes čas, da se zahvalimo vsem, ki so prispevali k uspešni obrambi Slovenije, je še dejal minister Janez Janša. Na slovesnosti so tudi podelili priznanja najzaslužnejšim in se spomnili vseh, ki so v boju za Slovenijo izgubili življenje. Z umikom Jugoslovanske vojske iz Slovenije so tako izpolnjeni vsi pogoji za priznanje suverenosti mlade države. Upati je, da bodo vsa diplomatska prizadevanja naših predstavnikov in vlade dovolj prepričljiva. Minister za zunanje zadeve pa je na tiskovni konferenci, ki je bila popoldne tudi v Kopru, dejal, da so izgledi dobri, hkrati pa opozoril na še nekatera odprta vprašanja, kot je formalna določitev morske meje, o čemer se bo treba pogovarjati v Hagu in skupaj s Hrvaško. Kar pa zadeva mejo z Italijo, ni nobenih sprememb. Ta je dokončna. Italijani pa da želijo le dopolniti ozimske sporazume v tistih točkah, ki so že preživete.